Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci v novem letu, od katerega pričakujemo, da nam bo bolj naklonjeno in da bomo lahko uresničili novoletne zaobljube. O zaobljubah pa bo tekla beseda tudi v prvi informativni oddaji v tem letu, zato prijazno vabljeni k ogledu. Na Osankarici spominsko slovesnostjo obudili spomin na junaški boj in padec Pohorskega bataljona. Slovenjebistriška obrtno-podjetniška zbornica praznično sklenila iztekajoče se leto, podelili pa so tudi nagrade in priznanja zaslužnim in uspešnim članom. Na Črešnjevcu z osrednjo občinsko slovesnostjo počastili dan samostojnosti in enotnosti. V Slovenski Bistrici številnimi prireditvami obeležili praznični december. Območna organizacija socialnih demokratov že 18. leto organizira Dan stranke. Dijaki Slovenjebistriške srednje šole pripravili spominsko slovesnost z akademijo o 75. obletnici padca Pohorskega bataljona. Na Bistriškem v začetku januarja manj kaznivih dejanj, a več prometnih prekrškov. S tradicionalno spominsko slovesnostjo so minulo soboto 6. januarja pri 3 žebljih na Osankarici obeležili 75. obletnico zadnjega boja Pohorskega bataljona. Slavnostni govornik je bil predsednik države Borut Pahor. V letošnjem letu bo miroljubni svet obeležil 100. obletnico konca Prve svetovne vojne. Tedaj, ob koncu Prve svetovne morije, se je za hip zdelo, za trenutek zdelo, da je vojno človeštvo tako osupnila zaradi svoje brezveznosti, brezsramja, tragičnih razsežnosti, hudega trpljenja in splošne žalosti, da se kaj takega nikoli več ne bo ponovilo. Toda to se je zdelo skoraj dobesedno le za trenutek. Zgolj dobri 2 desetletji kasneje so blodnje o večvrednosti in manj vrednosti ljudi, o večvrednosti in manj vrednosti ras, ideologij, ver, človeštvo znova pahnile v drugo svetovno vojno. Ta je bila tako neopisljivo strašna, da so hudi spomini na prvo v senci njene dramatičnosti malodane zbledeli. Danes, skoraj 3/4 stoletja po njenem koncu, živimo v velikem upanju, da je bila druga svetovna vojna tudi zadnja svetovna vojna. Da pa ni bila zadnja vojna, regionalna vojna, vemo tudi Slovenci. Saj smo z osamosvojitveno ubranili samostojno državo, neodvisno Slovenijo, ki je na tej poti pomagal tudi osvobodilni boj sredi prejšnjega stoletja. Med nami še živijo ljudje, ki jim ni bilo prihranjeno gorje vseh teh 3 vojen. Hočem reči, da je v zadnjih 100 letih vojno opustošenje zelo zaznamovalo slovensko usodo in to v času ene same živeče generacije. Zato se nam kot staršem in starim staršem nujno vsiljuje absolutno legitimno vprašanje, ali obstaja možnost, da bodo naši otroci in naši vnuki, ki utegnejo večinoma dočakati 100 let in več, lahko svobodno razvijali svoje sanje in talente, ne da bi jih doletela strašna izkušnja vojnega pekla. Ta možnost obstaja. Toda zaradi zgodovinskih izkušenj se moramo zavedati, da je tudi naša neposredna odgovornost, da storimo prav vse, kar smatramo za potrebno, da ta mir, ki ga zdaj uživamo, tudi ohranimo. Ko govorimo o naši odgovornosti, mislim najprej in predvsem na naše čisto človeške medsebojne odnose. Prav zato, ker smo ljudje različni in različnih prepričanj, se moramo spoštljivo pogovarjati in kot nacija, kot država, graditi zlasti na tistem, kar nas povezuje. Slovenci
majhen narod, z jezikom, ki ga govorimo edino le mi, a ga pišemo že pol tisočletja. Bomo kot svobodna nacija sooblikovali prihodnji svet le pod pogojem, da bomo dovolj povezani, ne preveč skregani, vsekakor pa ne razklani. Ko govorimo o naši odgovornosti, mislim tudi na našo državo in njeno vlogo pri krepitvi skupne Evrope, naše širše domovine in miroljubnem reševanju prav vseh sporov v naši soseščini in v svetu nasploh. Zedinjena Evropa, nastala na ruševinah strašne druge svetovne vojne, za katero smo grozovito visok davek plačali tudi Slovenci s svojimi žrtvami. Zdaj v duhu sprave in odpuščanja, a tudi v duhu trajnega spomina na zgodovinsko resnico, navdihuje in povezuje to skupno našo domovino za trajen mir. V tem smislu je taka Evropa, ki našim otrokom in našim vnukom, in tako kot vi sem tudi jaz zelo zadovoljen, da so se nekateri, ne starejši od 5-6 let, udeležili tudi današnje spominske slovesnosti. V tem smislu je ohranitev miru za izpolnitev njihovih sanj tudi naša skupna odgovornost. Ko govorimo o naši odgovornosti, mislim na prizadevanje Evrope, da ima svojo miroljubno politiko in večji vpliv na zadeve v svetu, da ima krepkejšo moč, da se zavzame za dialog in mirno reševanje vseh svetovnih zadev, da ne bo nikoli več svetovne vojne in tako prepreči nevarnost ne samo svetovne, ampak sleherne vojne. Skratka, spoštovani navzoči, govorimo o naši intimni, osebni, čisto človeški, pa tudi politični in državniški odgovornosti, da za vsako izjavo, slehernim ravnanjem, krepimo vero v dostojanstvo slehernega posameznika in njegovo enakovrednost. In to obljubljamo na tem svetem mestu. 3/4 stoletja nazaj so v pohorskem snegu obležali mrtvi domala vsi borci pohorskega bataljona, partizani, ki so se uprli okupatorju. Med njimi tudi oče Alfons Šarh in njegovi 3 sinovi, stari 13, 15 in 17 let. Njihove preproste, a plemenite sanje o svobodni domovini, njihova upornost in sanje o svobodnem svetu je tedaj, toda nezavedno, ubil smodnik prepričanja o njihovi manj vrednosti, o njihovi odvečnosti. Tako Šarhovi otroci niso dočakali svobode. Mi pa jo uživamo in naši otroci. In odgovorni smo Šarhu, njegovim borcem, otrokom, ki jim ni bilo dano, da bi zadihali polno svobodo, da zdaj mi vsi skupaj svojim lastnim prizadevanjem ohranimo mir in omogočimo našim otrokom in vnukom, da razvijajo njihove talente v polnem sijaju. Tudi oni, kot mi ne, tudi naši otroci in vnuki, ne smejo nikoli pozabiti, da smo in da so dolžni njihovo svobodo in brezskrbnost Šarhovi domoljubnosti, hrabrosti in njihovim žrtvam. In vsem žrtvam osvobodilnega gibanja. Slava jim! Letošnje prireditve se je udeležilo več kot 2000 pohodnikov, med njimi številni visoki predstavniki države in drugi predstavniki javnega in političnega življenja, ki so položili vence pred spominsko obeležje padlim borcem pohorskega bataljona. Med njimi so bili tudi župani in predstavniki vseh 6 občin, ki gostijo slovesnost, tako tudi župan občine Oplotnica Matjaž Orter in župan občine Slovenska Bistrica dr. Ivan Žagar. V kulturnem programu so sodelovali orkester Slovenske policije, Patricija Simraj ter oktet Tinje, ki se mu je pridružil tudi predsednik Pahor. O junaki, ne dajte prodlite, naša mesta iz temnih gozdov.
rubriki Lokalne novice poudarek na spominskih slovesnostih ob spominu na padec legendarnega pohorskega bataljona pri Treh žebljih na Osankarici. Območna obrtno-podjetniška zbornica Slovenska Bistrica je ob koncu leta v torek, 12. decembra, v Slomškovem domu v Slovenski Bistrici pripravila slovesno prireditev, na kateri so podelili jubilejna priznanja članom zbornice. Najvišje priznanje za 50 let članstva v zbornici je prejel Ivan Šoštarič, ki je s podjetniško potjo začel leta 1967. Megatekstil in Poliplet sta podjetji, ki sta plod njegovega trdega dela, prilagajanja, poguma in odločnosti. Na prireditvi so podelili tudi posebne zahvale za sodelovanje in dobro delo v preteklih letih. Prav tako pa so spomnili na posebna priznanja, ki so jih letos prejeli člani Slovenjebistriške zbornice. Prireditev so popestrili pevci moškega pevskega zbora Obrtnik Slovenska Bistrica Polskava in Lužniške Ufrce s spletom Jaz pa v Gorco grem. Občina Slovenska Bistrica in krajevna skupnost Črešnjevec sta v četrtek, 21. decembra, v Domu kulture na Črešnjevcu pripravili osrednjo občinsko slovesnost v počastitev 26. decembra, dneva samostojnosti in enotnosti. Slavnostni govornik na prireditvi je bil Peter Žišt, predsednik sveta krajevne skupnosti Črešnjevec. Spoštovane občanke in občani, dragi krajanke in krajani, cenjeni gostje. Ali naj Republika Slovenija postane samostojna in neodvisna država, je bilo vprašanje na plebiscitu. Vse se je pričelo z Majniško deklaracijo 8. maja 1989. Slovenski pesnik Tone Pavček je pred več tisoč glavo množico na Kongresnem trgu prebral Majniško deklaracijo, ki je še bolj odprla vrata slovenski poti iz Jugoslavije. 23. decembra 1990 je potekal plebiscit za samostojno Slovenijo, na katerem smo se prebivalci in prebivalke Slovenije z veliko večino glasov izrekli za samostojno Slovenijo. Volilna udeležba je bila 93%, za samostojno in neodvisno Slovenijo je glasovalo 95% vseh udeležencev volitev. S plebiscitom je bilo uresničena ena temeljnih človekovih pravic, pravica do samoodločbe naroda. Izid plebiscita je naložil Skupščini Republike Slovenije, da je v 6 mesecih po razglasitvi rezultatov sprejela ustavne in druge zakonske podlage ter ukrepe za vzpostavitev državne samostojnosti in neodvisnosti, ki je bila uresničena 25. junija 1991. K odločitvi za samostojno Slovenijo so prispevali na eni strani huda gospodarska kriza ter nacionalna nasprotja, ki so se zaostrovala v Jugoslaviji v 80. letih prejšnjega stoletja. Na drugi strani pa proces demokratizacije, ki je dosegel vrh s prvimi povojnimi večstrankarskimi volitvami aprila 1990, na katerih je zmagala koalicija Demos. Ta je izvedla odločilne korake, ki so vodili v samostojno in neodvisno Slovenijo. Slovenke in Slovenci so skupaj z ostalimi prebivalci in prebivalkami Slovenije pokazali enotnost, odločnost in pogum ter ustanovili samostojno in neodvisno državo, ki se je uspela vključiti v evropske in mednarodne integracije. Stoletne sanje slovenskega naroda so se tako uresničile. Na Črešnjevcu smo še posebej ponosni na našega domačina, dr. Jožeta Pučnika, ki je leta 1990 predlagal 23. december za datum plebiscita, zaradi česar je bil deležen številnih kritik, češ, da prehiteva z dogodki. Bil je tudi prvi, ki je po plebiscitu navdušeno vzkliknil: Jugoslavije ni več, zdaj gre za Slovenijo. Enotnost, ki smo jo pokazali decembra 1990, naj bo vsem nam zgled za današnji čas in za prihodnost, z željo za boljši jutri nas vseh. Vsem skupaj želim, da bomo v letu 2018 še uspešnejši, da bomo složnejši, da bomo ustvarili bolj prijetno okolje za delo in druženje. Kakovostno življenje vsakega posameznika in skupnosti nam mora biti vodilo za naše dejanje in odločitve. Spoštovani, ob tej priložnosti izrekam iskrene čestitke ob državnem prazniku, dnevu samostojnosti in enotnosti.
V kulturnem programu so nastopili člani in članice Kulturno-umetniškega društva Štefana Romiha Črešnjevec ter učenke in učenci osnovne šole dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec. V četrtek, 28. decembra, so na Slovenjebistriškem trgu Svobode nastopili člani bistriške glasbene skupine Poskočni muzikanti, ki so kljub slabemu vremenu privabili na praznično prizorišče veliko svojih občudovalcev. Dokaz več, da glasbe in prazničnega vzdušja ne preženeta niti mraz, niti slabo vreme. V soboto 6. decembra je območna organizacija socialnih demokratov Slovenska Bistrica že 18. obeležila Dan stranke. Dan stranke je bil tokrat posvečen 75. obletnici padca Pohorskega bataljona. Shoda stranke pa se je udeležil tudi Dejan Židan, predsednik stranke socialnih demokratov, podpredsednik vlade Republike Slovenije ter minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Beseda je tekla tudi o aktualnih dogodkih doma in v svetu, lokalnih in predsedniških volitvah ter evidentiranju v lokalnih okoljih. V ponedeljek 8. januarja je v Slovenski Bistrici potekala spominska svečanost z akademijo o 75. obletnici padca Pohorskega bataljona.
Svečanost so pripravili dijaki slovenjebistriške srednje šole pod mentorstvom Gregorja Artnika in ob sodelovanju Nadje Stegne. Svečanost, skozi katero so se prepletali stihi in pesmi mladih, je še en dokaz več, da tudi mladi rod spoštuje svojo domovino in žrtvovanje vseh, ki so se uprli okupatorji, tudi za ceno svojih življenj. Imeti svojo domovino in svoj jezik sta neprecenljivi vrednosti, ki jih moramo ohraniti in negovati. Uvodni nagovor je pripadel slovenjebistriškemu županu dr. Ivanu Žagarju, ki je prejel tudi zlato plaketo Zveze združenih borcev za vrednote NOB Slovenije. O 15. obletnici smrti dr. Jožeta Pučnika je župan občine Slovenska Bistrica dr. Ivan Žagar z delegacijo v četrtek položil cvetje na grob dr. Jožeta Pučnika na pokopališču na Črešnjevcu. Cvetje so položili tudi predsednik Slovenske demokratske stranke Janez Janša skupaj z delegacijo vodstva stranke in predstavniki občinskega odbora SDS. Janez Janša je ob tej priložnosti povedal. Včeraj pa se je zgodilo nekaj, kar je pohvalno. Zgodila se je tudi uradna slovenska država. Predsednik republike je po 15 letih pripravil uradni sprejem za svojce ob 15. obletnici slovesa dr. Jožeta Pučnika in s tem na nek način vsaj delno poskušal popraviti krivico, ki je bila storjena pred 15 leti, ko zaradi nasprotovanja predvsem njegove stranke in njegove poslanske skupine najprej niso želeli sklicati niti žalne seje državnega zbora, potem pa so do zadnjega nasprotovali pogrebu z vojaškimi častmi. Danes vidimo, da v tej državi, za katero je dr. Jože Pučnik dal vse, z vojaškimi častmi pokopavajo že praktično kogarkoli. Ljudi, ki sicer zagotovo imajo neke zasluge za dogajanja v življenju samostojne Slovenije, nimajo pa nikakršne veze za slovensko državnost. Zdaj, dr. Jože Pučnik pa je te veze imel, pravzaprav je oče slovenske državnosti.
zato mu je bila takrat storjena zgodovinska krivica. In del te krivice je, kar je pohvalno, bilo včeraj popravljeno. To se je zgodilo predvsem zaradi vašega vztrajanja, zaradi boja Slovenske demokratske stranke za zgodovinsko resnico, zaradi naporov naših kolegic in kolegov po različnih občinah in občinskih svetih, od Slovenske Bistrice do Lenarta, Grosuplja in drugih občin, kjer smo uspeli doseči, da se trgi, ulice ali javne ustanove poimenujejo po očetu slovenske državnosti. Z tem vztrajanjem je v 15 letih bil led prebit in včeraj ob tem sprejemu najvišjega predstavnika slovenske države ob 15. obletnici smrti dr. Jožeta Pučnika ni bilo zaslediti nobenih protestov. Torej, zgodovinska resnica je zmagala, ni se pa še popolnoma uveljavila. Tako da na tem delu naš boj še ni končan. Ko smo se pred 15 leti poslavljali od dr. Jožeta Pučnika, smo mu na naši žalnici obljubili, da bomo storili vse, da bo nekoč v glavnem mestu države, za katero se je boril in za katero ima največje zasluge med vsemi Slovenci tiste generacije ali pa še živeče generacije, da se bo eno od glavnih ulic ali trgov v glavnem mestu poimenovala po dr. Jožetu Pučniku. Tega še nismo dosegli, vendar prihajajo leta in prihaja čas, ko se bo tudi to zgodilo. Prvi korak smo naredili pred 12 leti, ko se je največje letališče v državi, preko katerega v Slovenijo prihajajo mnogi, prvič seznanjajo z Slovenijo, državo, v katero stopijo in vidijo napis letališče dr. Jožeta Pučnika. In ta korak je bil pomemben, ni pa to še izpolnitev tiste obljube, ki smo jo dali pred 15 leti in danes v 15. obletnici to ponovno počrtavamo in to obljubo obnavljamo. Mislim, da lahko govorim v imenu vseh, ki smo tukaj in v imenu tisočev ali pa 10 tisočev članov in simpatizerjev in volivcev stranke, ki je dr. Jože Pučnik, naš častni predsednik Demosa, ključne politične tvorbe v zgodovini Slovencev, so ustvarjal. Policisti Slovenjebistriške policijske postaje so pretekli in ta teden zabeležili naslednje dogodke in pojave. S področja kriminalitete je bilo obravnavanih 6 kaznivih dejanj, od tega 3 tatvine, 2 poškodovanji tuje stvari in 1 vdor v informacijski sistem. Slovenska Bistrica. Neznani storilec je izpod nadstreška podjetja odpeljal 92 evrov palet in s tem lastnika oškodoval za nekaj več kot 700 evrov. Nekdo je poškodoval pnevmatiki na osebnem avtomobilu, škoda je za 150 evrov. Nekdo je vdrl v Facebook profil oškodovanca in elektronske pošte ter mu spremenil geslo. Velikotinje. Iz odklenjene garaže je neznani nepridiprav ukradel neregistrirano kolo z motorjem, škoda je za 300 evrov. S področja prometne varnosti so policisti obravnavali 10 prometnih nesreč, izdali 33 plačilnih nalogov, podali 2 obdolžilna predloga, začasno odvzeli 1 vozniško dovoljenje in zaradi hujšega prekrška enemu udeležencu v cestnem prometu zasegli osebni avtomobil. Zaradi kršenja javnega miru so posredovali 5-krat, obravnavali pa so še 1 delovno nezgodo in 1 nesrečo v gori. S
Spoštovani, iztekla se je prva informativna oddaja v tem letu, kljub pomladnemu vremenskemu pridihu pa nikar ne podcenjujte stanje na cestah. Zato vozite previdno predvsem v krajih, kjer se pogosto pojavlja megla. Pazite na druge udeležence v prometu, predvsem pešce, in preživite konec tedna mirno. Pa srečno do prihodnjega tedna.